Zdravo, moje ime je Jan in danes si bomo pogledali, kako narediti obrazec. Ne takle z črto, v katerega ne moreš nič vpisati in zmrdaš celotno formo obrazca, niti ne takšnega, ki se ga sprinta in izpolni na roko, temveč takšnega, v katerem so polja, ki jih ni mogoče spreminjati in v katera tisti, ki izpolnjuje, vpisuje podatke direktno. To omogoča, da je obrazec bolj pregleden, ima vedno enako formo in ga lahko izpolnimo hitreje. Za potrebe videa si je potrebno vklopiti zavihek razvijalca. Če še tega nimate vklopljenega, si pogledajte na mojem kanalu video, kako vklopimo razvijalca. Najprej želimo, da se nam ob vrstici datum samodejno vsakič, ko odpremo dokument, izpiše tisti datum. Je danes. Danes je recimo 10. oktober. Če dokument odpremo jutri, se bo izpisalo samodejno 11. Tega polja torej uporabnik ne bo rabil nikoli spreminjati, vpisovati ali izpolnjevati. Da to ustavimo, gremo pod zavihek Vstavi. Nato v skupini Besedilo izberemo gumb Hitri deli. Nato gremo pod polje in v oknu, ki se nam prikaže, v seznamu izberemo Date. V sosednjem okviru pa lahko izbiramo obliko datuma, ki ga bo ta imel. Pa pustimo privzeto. Tole polje se bo torej samodejno vsak dan posodobilo, ko dokument odpremo. Postavimo se v stolpec zraven imena. Mimogrede, to je ena velika tabela. V drugem stolpcu bomo torej vstavili polje za besedilo. Pa gremo pod zavihek razvijalec in v skupini Kontrolniki izberimo tale A, ki je kontrolnik vsebine navadnega besedila. Tako, načeloma je naše delo končano, vendar želimo spremeniti besedilo, ki se izpiše tukaj, preden se polje izpolni. Zato si v skupini Kontrolniki vklopimo način načrtovanja. Oblika kontrolnika se malce spremeni in če zdaj označimo to besedilo, ga zbrišemo in ga lahko spremenimo. Pa napišemo recimo piši ime. Če v skupini Kontrolniki stisnemo na gumb Lastnosti, lahko temu kontrolniku dodamo tudi naslov. Ta bo ime. Kliknemo v redu in ime kontrolnika se zapiše levo zgoraj. Če izklopimo način načrtovanja, vidimo, da se v kontrolniku vpišejo nova navodila. Enak postopek lahko naredimo za priimek, za datum rojstva pa bomo izbrali drugačen kontrolnik in sicer kontrolnik vsebine izbirnika datuma. Pa ga kliknemo. Spet v načinu načrtovanja spremenimo navodila. Klikni za datum. Lahko mu dodamo tudi ime, datum rojstva. Spoda v oknu pa lahko izberemo obliko, ki ga bo ta datum imel, pa spet pustimo privzeto. Če izklopimo način načrtovanja, lahko s klikom izberemo datum. In tudi za naslov bi lahko uporabili kontrolnik vsebine navadnega besedila. Desno pa želimo, da uporabniki naložijo svojo lastno fotografijo. Te se po velikosti lahko razlikujejo in če nekdo naloži izjemno veliko fotografijo, lahko to zmrda celotno obliko obrazca. Zato bomo vstavili pod kontrolniki kontrolnik vsebine slike. In to je to. Ko bo obrazec končan, bodo lahko uporabniki s klikom izbrali sliko, ki jo želijo naložiti. To bomo testirali na koncu. Za vpisovanje izobrazbe pa želimo, da se nam prikaže spustni seznam. Tega najdemo pod kontrolniki kot kontrolnik vsebine spustnega seznama. Če kliknemo na način načrtovanja, lahko tudi ta navodila spremenimo in sicer izberite izobrazbo. Če kliknemo na Lastnosti, mu lahko dodamo tudi naslov. Spodaj v oknu pa lahko dodamo vrednosti, ki se bodo na tem seznamu prikazovali. Pa dodajmo prvo. Prva možnost, ki bo verjetno osnovnošolska izobrazba. Druga možnost, ki jo želimo, je srednješolska izobrazba. In tako naprej bi dodali različne možnosti, ki se nam potem, če zapremo način načrtovanja, prikažejo v spustnem seznamu. V spodnjem delu obrazca pa je potrebno označiti pripomočke, ki jih nekdo zna uporabljati. To ponavadi v obrazcih dosežejo tako, da gredo pod osnovno in nastavijo vrstično oznako ali tale krogec ali pa
kvadratek. Tega pa seveda ne moremo odkljukati oziroma potrditi. Zato se nahaja na zavihku razvijalca kontrolnik z imenom kontrolnik vsebine potrditvenega polja. Ko ga kliknemo, je naše delo končano. Dodamo lahko kolikorkoli jih želimo. Te pa lahko uporabnik odkljuka. Najbolj pomembna stvar pa je, da ta obrazec ostane v takšni obliki, kot je. To pa dosežemo tako, da omejimo oblikovanje. Torej, da lahko nekdo samo vpisuje svoje podatke, ne more pa spremeniti obliko samega obrazca. Pa na zavihku razvijalec v skupini zaščita kliknimo na gumb omeji oblikovanje. Zanima nas druga točka, ki dovoli samo izpolnjevanje obrazcev. Zato kar stisnemo, da uveljavi zaščito, pišemo svoje geslo in po novem ne morem niti označiti ali spreminjati obrazca. Lahko samo vpišem svoje ime ali naložim sliko. Pri izobrazbi lahko izberem iz pustnega seznama in pa označim tista znanja, ki jih imam s potrditvenim poljem. Tako, to je bilo za danes vse. Upam, da vam je bil všeč video in da vam je serija video Word za napredne zanimiva. Če ste v videu uživali, mu dajte thumbs up. Ne pozabite pa se naročiti na kanal in klikniti ikono zvončka, da vas obvesti o novem videu. Lajkajte pa tudi mojo Facebook stran Office tečaji.